Adventa seveda ni brez preobrnenja. Če ne drugega, vsaj tiste besede iz razodetja veljajo, vrnite se k svoji prvotni gorečnosti za advent. In seveda spreobrnenja pa ni brez svete spovedi. Mogoče zdaj kdo pričakuje, da bom začel govoriti o tem, kako za adventno spoved pojdi v spovednico in tam začni govoriti o svojem življenju, razpri, odpri srce in tako naprej. Ampak ravno obratno. Namreč, doskrat mi rečejo ljudje, da so šli k spovedi, pa da jim tista spoved ni bila lepa, jim ni bilo všeč, bila preveč na hitro ali pa kaj takega podobnega. Ampak dajmo se vprašati, kaj sploh je greh? Kaj sploh je greh? Stop, kaj je spoved? Kaj je greh? In če odpremo katekizem in točka 1440 pravi tako. Greh je predvsem žalitev Boga, prelom občestva z njim. In zato spoved ni nek pogovor. Spoved ni pogovor o mojih ali pa tvojih težavah. Spoved je predvsem to, da se grem jaz opravičiti Bogu. Jaz sem Boga s svojimi grehi razžalil. Jaz sem njega prizadel. On ima tudi srce. In jaz grem k spovedi in mu priznam in ga prosim in se skesam in ga prosim odpuščanje. Jezus, prosim, odpusti mi. Odpusti mi, s temi grehi sem te žalil. Veste, spoved ni v prvi vrsti pogovor. Recimo, pater pije mu 3 minute, samo 3 minute je mu spoved. Povedal je 2 besede in so šli. Ker lejte, če grem jaz recimo k nekemu zelo modremu človeku ali psihoterapeutu, komerkoli, in mu tam začnem razlagati svoje težave. On mi lahko da zelo dobre nasvete. Slišim kaj novega, kar prej sploh nisem pomislil ali pa nisem vedel. Ampak ko grem jaz od tega psihoterapeuta, pa tega modrega človeka, jaz in moja duša znotraj je še vedno ista, še vedno umazana z grehi. Če grem pa jaz spovedi in mi duhovnik ne reče niti ene besede, mi ne reče ali pa me zelo na hitro odpravi, ali pa celo me nadere, pa mi da odvezo. In če sem jaz prišel k spovedi zares skesan, če sem se res obžaloval in zares skesal svoje grehov, potem grem jaz iz te spovednice z odvezo, ki mi jo dal duhovnik drugačen človek. Moja duša je bila prej umazana, potem je pa čista. Moje duševno stanje se spremeni. Zato je čisto normalno, da redno hodiš sveti spovedi. Priporočljivo je enkrat na mesec, seveda pa takoj, ko naredim kakšen velik greh. In zdaj, dostikrat ljudje rečejo, si zame to ali pa ono ni greh. Veste, kaj greh določa Bog? Ker, recimo, če si jaz spomnim, kaj greh je, pa kaj ni, če jaz določim, kaj greh, pa kaj je, to je glih tako, kot da bi, veste, ne vem, vas eden z eno palco tepu po hrbtu in bi rekel, si to zame ni greh. Ali pa bi rekel, si ti me boš itak odpustil. Kaj greh določa Bog. In zato je že Tridentijski koncil govoril ali pa naročil vernikom, naj se spovedujejo, in to še danes velja, da naj se spovedujemo verniki po vrsti in po številu. To je, da grem natančno čez svoje življenje od zadnje spovedi in da povem, kar je razlika, ali sem jaz se samo zadovoljeval 3-krat na teden ali pa sem se 3-krat na leto. Ali pa če sem, uporabljal kontracepcijo, 3 mesece ali pa 3 leta. Mogoče bi pa opozoril za adventno spoved ali pa poseben razmislek zadnje 2 božje zapovedi. Torej, ne želi svojega bližnjega žene in ne želi svojega bližnjega blaga. Ker veste, dostikrat se spovedujemo samo dejanj, ne pa tudi želja. In greh se vedno začne s željo. Torej, veste, lahko je reči, nisem recimo nič, ali pa nimam recimo bogatstva, ampak lahko si pa želim bogatstvo. Lahko rečem, nisem nečistoval, lahko si pa želim nečistovanja. In celo katekizem pravi, da so ti grehi lahko še hujši in še veliko večjo škodo naredijo naše duše. Zato nikakor ne pozabi v adventu narediti dobre svete spovedi. Tako, zares se opravičiti Bogu, da bi ti bilo odpuščeno. In še skleni zdraven. Od tega adventa, če tega že neredno ne počneš,
da se greš Jezusu upravičiti vedno, ko bo to potrebno, v spovednico. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.